Moj cilj je, da vam pokažem progo, ki rečem Kraška vipera. Vzemite si sekundo časa in ga preberite nazaj. Goli duh. Edini, ki sem ga danes srečal na tej poti. Tako, zdaj sem pa že doma in ponavadi me v omari zmeraj pričaka lepo napravljen izostar, ki mi ga prijazno naredi moja žena. Živijo sreda ob 3 popoldan, 16. september. Še zmeraj je 31 stopinj v Novi Gorici, ampak upam napovedati, da je to zadnjič letos. Že jutri se bo ohladilo in potem pa pride jesen. Jaz sem se odpravil v Šempeter in zdaj po tej kolesarski stezi proti Mirnu. Moj cilj je, da vam pokažem progo, ki rečem Kraška vipera. Pot me pelje do Vojščice na Krasu, ker pa ne grem tja in nazaj po isti poti, se proga izriše kakor lepa kača oziroma Kraška vipera. Proga je dolga skoraj točno 50 km, kar pomeni, da za njo rabim 2 uri. Tukaj sem že v Mirnu in počasi se pripravljam na vzpon proti Opatjemu selu. Evo, takoj na koncu Mirna se začne vzpon. Sestavljen je iz 4 klancev, ki jih med sabo ločijo serpentine. Hitrost vzpona je približno 13 km/h. Druga serpentina, sledi 3. klanec, ki je najlažji in najkrajši od vseh. Z 3. serpentine imamo najlepši pogled na Miranski grad in vse do Nove Gorice in Solkana. K sreči je večina vzpona v senci, tako da je prav prijetno. Tukaj se peljem mimo odcepa za spomenik na Cirju. In tako nekako po 45 minutah vožnje pridemo na pravnomočni Kras. Z glavne ceste bom zavil levo za naselje Lokvica in tako presekal Opatje selo, ker se bom čez Opatje selo rajši vračal po poti nazaj. Po enem dobrem kilometru sem že v Lokvici in grem kar po glavni cesti desno. Še malo pa pridem do glavne ceste Opatje selo Kostanjevica. Do tukaj sem spraznil en cel bidon, zato ker je tukaj vodni vir in ga bom spet natočil. Nadaljujem pot za smer Korita. Hudi lok. Vzemite si sekundo časa in ga preberite nazaj. Goli duh. Za bonus še palindrom na Krasu. Korita. Malo prej, ko boste prišli v sela na Krasu, si na levi poglejte krasen vinograd. In še sela na Krasu. Tukaj bom pa zavil levo za Vojščico. Če kdo rabi drva za zimo, sela na Krasu, evo.
Po 25 km se počasi vzpenjam proti Vojščici. To bo tudi skrajna točka današnjega izleta. Od tam se bom pa vračal čez Kostanjevico in Opatje selo nazaj proti domu. Edini, ki sem ga danes srečal na tej poti. Zastave še od včerajšnjega praznika priključitve Primorske k matični domovini. Tako, tukaj je tista skrajna točka, kjer grem levo proti Kostanjevici. Ja, zdaj do doma imam v glavnem samo spust oziroma ravnino. Na glavni cesti je tudi nekaj več prometa, ampak kljub temu dokaj prazna cesta. Tukaj sem že pri tistem križišču, kjer sem prej prečkal glavno cesto in točil vodo. Opatje selo. Malo piha, ne? Evo, tukaj, kjer sem prej zavil za Lokvico, grem pa zdaj levo v Italijo. Na mejnem prehodu Miren se vračamo v Slovenijo. Čez Vrtojbo se bom vrnil v Šempeter in od tam po kolesarski stezi domov. Šempeter pri Gorici. Bo uspelo, bo. Vsi me čakajo, lepo. Hvala lepa. Tako, pa sem nazaj. Vse skupaj bo 54 km v 2 urah in 5 minut. Hvala za pozornost in se vidimo naslednjič. Tako, zdaj sem pa že doma in ponavadi me v omari zmeraj pričaka lepo napravljen izostar, ki mi ga prijazno naredi moja žena. Čin, čin.